Lepo pozdravljeni na predstavitvi knjige Kaj sploh je to? Lep pozdrav iz Mariborske knjižnice v Ljubljano in Kamnik. Danes predstavljamo prvič v živo preko Facebooka kakšno knjigo v naši knjižnici in lepo pozdravljam vse moje sogovornike Tino Bilban, Ivana Mitrevskega in Niko Susman. Zdravo! Živjo! Tale pogovor smo želeli pripraviti že v mesecu marcu v Pionirski knjižnici Nova vas, vendar je takrat odpadel zaradi epidemije. Drugič nam je preprečila tale pogovor tehnika, danes pa mislim, da nam je končno uspelo. Vesela sem, da smo danes tukaj v družbi založbe Miš in Mladinskega festivala Bralnice pod Slamnikom. In z nami je Nika Susman, ki bo še nekaj povedala o festivalu. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, tudi v imenu festivala Bralnice pod Slamnikom. Ja, tudi mi smo s festivalom bili nekako v ciljni ravnini, začel se je že januarja, ko nas je presenetila korona. Veliko dogodkov smo izpeljali po načrtih, nekatere pa selimo na splet in zelo smo veseli, da se je tudi današnji se izvaja ravnokar. Zdaj, osrednja tematika našega festivala letos so poučne knjige za otroke in mladino. Na naših festivalskih aktivnostih smo se pogovarjali o tem, kaj je dobra poučna knjiga, kaj vse lahko z njo počnemo, zakaj je mogoče premalo zastopana brana. No in sam festival smo poimenovali kar Kaj sploh je to po knjigi avtorjev, avtorice Tine Bilban in ilustratorja Ivana Mitrevskega. O tem smo se pogovarjali tudi na strokovnem srečanju konec januarja v knjižnici Domžale. Zdaj, da ne bom jaz predolga, sam festival, specifika festivala je v tem, da se z avtorji obiskujemo naše šole, podružnične šole, učenci se več tednov pripravljajo na naše obiske, na obiske avtorjev, prebirajo dela in pripravijo tudi program, a ne, vi pa tudi dobro to veste. Poleg založbe Miš pa soorganizirajo naš festival tudi druge knjižnice, soorganizatorke in ena od njih je seveda Mariborska knjižnica, s katero letos sodelujemo drugič. In to, na kratko bi bilo to. Meta, jaz ti kar predajam besedo in vsem želim krasen pogovor. Hvala, Tina. Ful smo veseli tega lepega sodelovanja, ki nas veže že nekaj let z Bralnicami pod Slamnikom in veselimo se tudi še skupnega dela naprej. Tudi mi. Ja. Takole, zdaj pa je čas, da spregovorimo nekaj o tejle sončni barviti knjigi z rumeno naslovnico in rdečimi notranjimi spojnimi listi. Vse, kar pa je noter, vmes je pa zelo barvito, pisano in zanimivo. Kakšna knjiga je Kaj sploh je to? Tina, mogoče kot avtorica, če začneš s predstavitvijo. Kaj jaz vam tudi? V knjigi Kaj sploh je to smo v bistvu hotela se lotiti enih pojmov, besed, ki jih srečujemo vsak dan, pa jih mogoče ni enostavno prav enoznačno opisati, ki jih različno razumemo glede na to, kdo jih uporablja, pa kdaj jih uporablja. Jaz sem hotela res tukaj združiti tiste besede, s katerimi se tudi mladi srečujejo. Zato so tudi njih vprašala, katere so tiste besede, ki bi jih želeli imeti v taki knjigi, ali pogledali, na primer, s katerimi besedami se srečujejo v šoli. In v bistvu gre za eno tako knjigo, ki pravzaprav skozi zgodbe, v knjigi ene par teh naslovnih junakov, se jih vidite, spoznavamo te pojme in to v bistvu, kako jih lahko razumemo, pogledamo z različnih vidikov. In v bistvu ni namen knjige, ali pa ni primaren namen knjige, da bi razložila res natančno te pojme in bi potem vedeli zacementirano, kaj so, ker se njihov pomen itak lahko spreminja, ampak da bi v bistvu pokazala, kako lahko različne besede razumemo na različne načine in kako pravzaprav lahko o njih razmišljamo.
kako razumemo te besede, pa nam še dodatno pojasnjuje ali pa ponazarja Ivanova ilustracija. Ivan, kaj je tebi pomenilo ilustriranje takšne knjige? S Tino sva v resnici že eno knjigo pred to naredila, ki se imenuje 50 abstraktnih izumov, ki je namenjena malo starejši publiki. Aha, evo, Tina jo kaže. In v tisti knjigi je bil precejšen izziv ilustrirati vse te abstraktne pojme, ki so v tam obravnavani, naprimer pojem nič ali pa bit in podobne. Tako da sem že imel malo vaje za to knjigo, kaj sploh je to. Ki pa v tej knjigi pa se mogoče je pa pristop drugačen. Namreč čisto vsaka beseda je razložena preko zgodbe in kjer imamo zgodbe in kjer imamo like, ima ilustrator že na pol opravljeno delo. Tako da sem se lahko naslonil na vse te zgodbice in izrisal vse te simpatične like, ki nastopajo noter. In kar je bila glavna naloga, je to, kar je že Tina rekla, da je hotela doseči, da se večplastnost teh pojmov, da dobijo bralci občutek, pa v pogledu to večplastnost teh pojmov, ki jih mi uporabljamo vsak dan. In tudi jaz sem hotel, da bi vsakega od teh pojmov, ki so obravnavani, narisal tako, da se ga lahko razume na več načinov. Tako da na koncu je veliko ilustracij v resnici nekih bolj ugank kot trditev, bi rekel, ne. In to je bil tisti glavni izziv pri tej knjigi. Tako da to, no, nekako sem se pa poskušal približati mogoče ilustracijo neki formi stripa do neke mere, tako da vsi likci tudi se pogovarjajo, komunicirajo med sabo in je veliko stripovskih oblačkov. Nasploh se mi zdijo knjige brez stripovskih oblačkov, se mi zdijo pomanjkljive, bom rekel. Ok, bolj k ponazoritvi, kako sama knjiga izgleda, se bomo še vrnili. Zdaj smo malo okusili, o čem in na kakšen način je ta knjiga sestavljena. Je pa prav, da vaju kot avtorja seveda tudi predstavimo. Tina Bilban je doktorica znanosti, deluje kot raziskovalka, literarna kritičarka, urednica, prevajalka, avtorica večjih knjig in strokovnih prispevkov. Ves čas pa se giblješ med sodobno znanostjo, filozofijo in literaturo. Letos si prevzela vodenje tudi slovenske sekcije IBI, tako da imamo še posebno čast danes. Sodeluješ tudi v strokovnem odboru priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki nastaja v Mestni knjižnici Ljubljana. In Ivan se podpisuje na zadnji strani knjige zanimivo kot ilustrator, ampak tudi on je filozof in sociolog kulture po izobrazbi, tako da imata to neko filozofsko pot skupno in verjetno zaradi tega sta tudi se nekje našla, ne, najbrž. Drugače pa, Ivan, ti si zaprisežen stripar, ne? Že zgodaj si začel objavljati stripe, bil določen čas tudi urednik Stripburgerja, za sabo imaš kar plodovito sodelovanje z Žigo X Gombačem, nekaj slikanic, tvoja je likovna podoba za šolski megakviz in še bi lahko naštevali, kolikor pa sem prebrala, pa trenutno najraje rišeš zemljevide. Je to res? Tako da vajin življenjepis je zelo bogat in pester, zabaven. Pa me zanima, kako oba dva sta torej filozofsko nekako povezana, kako sta se našla pri sodelovanju te knjige? Ja,
Treba je bilo najti ilustratorja, ja, ki bo več ali manj po eni strani malo zrahljal tekst, po drugi strani ga pa še malo nadaljeval in se mi zdi, da vsaka dobra ilustracija počne to. No? Predvsem, mislim, pri poučnih knjigah se mi zdi, da sta to taka dva zelo pomembna elementa ilustracije in se mi zdi, da Ivanu to fajn uspe. No? To, da sva oba filozofa, pa po moje predvsem vpliva na to, da se potem pri vsakem pojmu ustavlja in debatirava, kako bi ga bilo treba prikazati. Sta se kdaj pri tem tudi sporekla, pri teh interpretacijah in predstavah, ravneh posameznega pojma? To je zdaj odvisno od definicije sporekla. Pokud midva definirava to besedo, ne, gre samo za zelo konstruktivne debate. A se motam, ali ti drugače definiraš besedo sporekla? No, mislim, psovke zagotovo niso letele čez mizo, tudi predmeti niso leteli eno drugega, ampak je bilo par kreativnih nesoglasij, kakor je tudi prav pri vsaj nastanku kjerkoli knjige. Mogoče bi rekel, glede na izobrazbo, pravzaprav se mi zdi, no, čeprav velik del knjige obdeluje pojme, bi lahko rekli, z filozofskega stališča, se velik del besedila ukvarja tudi s pojmi, ki so predvsem privzeti iz biologije in iz fizike, ki pa sta meni popolnoma tuji. In mislim, da za ilustratorja je mogoče ni toliko pomembno, bom rekel, mogoče malo trapasto zveni, ampak ni toliko pomembno, da vse razume strokovnjak. Mogoče je še bolj pomembno, da česa ne razume, ker to je tam tisti del besedila, ki ga mogoče laik ne razume, to je ta vrzel v tekstu, ki jo lahko ilustracija zapolni. Tam se lahko ilustrator naseli, bi rekel. Tako da mogoče ni toliko pomembno, da imam to izobrazbo za sabo, ampak predvsem je treba biti mogoče pri ilustriranju take strokovne, pa poljudno-znanstvene oziroma poučne literature, je treba biti predvsem, po mojem, zelo dober bralec in poskušati razumeti, kaj želi povedati avtorica, in če česa ne razume ta bralec, je pač to nekaj, kar je mogoče to tisti del knjige, ki ga je treba ilustrirati, ali pa tudi mogoče napisati mogoče malce drugače. Tako bi rekel, no, da je mogoče nerazumevanje je v tem primeru, bi rekel, konstruktivno, mogoče to zveni zdaj zelo abstraktno, ampak tako pač je. Jaz to razumem kot radovednost, igra pa veliko domišljije. Spet trije zelo abstraktni pojmi, ki bi si zaslužili vsak svoje poglavje. Ki bi si zaslužili vsak svoje poglavje v tej knjigi in so si, je res, ne? Kako pa sta izbirala Tina, oziroma kako je prišlo do nabora pojmov, ki so v tej knjigi? Ja, mislim, kot je prej rekel Ivan, najprej je bila ta knjiga, ne? In ko sva hodila naokrog in predstavila tole knjigo, je z mano hodila še ena škatla, ki je šla potem vedno po prostoru, in so mladi metali noter listke, katere pojme bi si poželeli imeti v naslednji knjigi. In več ali manj je bilo to eno tako izhodišče, no, pač kaj so pravzaprav res tiste stvari, ki mlade zanimajo, katerih pojmov bi se lotila, in potem sva iskala v tej smeri še naprej. Tako da so to res tiste besede, se mi zdi, s katerimi se res srečujemo, no, ki niso pač v 50 abstraktnih izumov, so to predvsem tisti bolj abstraktni pojmi, ki so mogoče temeljni za naše razumevanje sveta, tukaj so pa v bistvu ti pojmi že malenkost bolj konkretni, ampak so res tisti, ki jih ves čas srečujemo, tako kot si prej rekla, več igra, domišljija, otrok, bolezen. In to so tudi tiste stvari, se mi zdi, na katere mladi najprej pomislijo, ko se mogoče sprašujejo o svetu prek sebe. Ok. Malo bi predstavila, kako izgleda knjiga. Zdaj bom jaz
poskusila, če bo to delovalo, prosim za razumevanje, ker smo prvič v teh pogojih, samo malo. Če gre tehnično, ja, ok, bo šlo, samo trenutek. Ja, takole. Ja. Ok, jaz sem si pripravila zdaj tukaj recimo nekaj iz knjige po glavi. Všeč mi je bila odločitev. Lahko tudi si ponazorimo, kako izgleda sama knjiga, poglavje, pojem, naslov, potem je kratka zgodba, ilustracija ponavadi spremlja, neko besedilo, pa še kakšna ilustracija, spodaj pa na koncu imamo napotilo še k dodatnemu branju ali branju knjig ali ogledu filmov. Tako da je ta pojem res obravnavan zelo raznoliko in raznovrstno z zgodbo, z neko pojasnitvijo, z napotitvijo za nadaljnjo razmišljanje, raziskovanje in z ilustratorskim vložkom. Bi mogoče povedala še kaj o tem? Recimo, tukaj zgodba, čisto pri odločitvi, imamo več glavnih junakov, Miha in Sanja, njuna družina in prijatelji. In potem vedno gre za nek dialog, kaj vpliva na našo odločitev. Ilustracija pa zelo lepo ponazori še nekaj, kar mogoče ni čisto zavedno, ne, Ivan? Kaj vse vpliva na naše odločitve? Ja, mogoče sem poskušal ves čas mogoče rahlo sprovocirati naše bralstvo in jim pokazati, mogoče pri odločitvi je to najbolj očitno, ker vsi radi razumemo svoje odločitve kot svoje, čeprav v resnici nanje vplivajo tudi drugi, naprimer v temu primeru, naprimer oglaševanje, ki se večkrat pojavlja skozi knjigo in redko kdaj se zgodi, da se odločamo absolutno svobodno in pravzaprav ne vem, kako bi taka odločitev natančno potekala. Tako da ves čas poskušam bralca nekako sprovocirati in mu dati misliti. Pa ne vem, kako mi je to uspelo, ampak tako da to bojo pa potem bralci lahko sami se odločili, no. Kakšne so mogoče bolj provokativne sličice, kakšne pa mogoče malo manj. Tu imamo naravo potem, poglavje o naravi. Tudi tukaj, ne, je provokacija prisotna. Tina, mogoče? Ja, mislim, povsod že, jaz pravzaprav že med pisanjem abstraktnih izumov oziroma potem predvsem, ker je bila ta recepcija, se mi je zdelo, da ta ciljna skupina, kaj sploh je to, da so jih najbolj zagrabile zgodbe, no. Zato je bil nekak namen res te pojme predstaviti skozi zgodbe. In ilustracije pa tukaj, ja, tisto, kot sem že prej rekla, se mi zdi pri ilustraciji poučne knjige je fajn, da malo zrhlja tekst, če je kje preveč filozofski, no, da je presuh ali pa pretežek, no, da ga pač malo lahko tudi s nekimi komičnimi niansami ali pa poudarki malo rahlja ali pa s čim drugim. Lahko v bistvu odpre en drug način pogleda na to, kar se mi zdi pri teh knjigah sploh dobrodošlo, no, da pokaže se, da še malo drugače pokazati, pa tako, kot je rekel prej Ivan, pomaga razložiti tam, ko mogoče ni najbolj razumljivo. In ti eni taki malo bolj absurdni elementi se mi zdi, da fajn pravzaprav vse te tri stvari počnejo, no. Malo v bistvu pustijo bralcu, da zadiha, ker se ustavi pri njih,
mu v bistvu odprejo en mal drugačen pogled na zadeve. Ob tem pa mogoče, ker se s tem ukvarja, pa mogoče razume kakšno stvar več, ker mogoče prej, ko je sam šel čez tekst, mogoče še niti ni razumel. Ja, zelo zanimivo je, ne, ker jaz sem dobila občutek, da ni pomembno, kako beremo knjigo, ali prek vrstni red sploh ni pomemben, ali začnemo z ilustracijo, pa nas potem ta nagovori k besedilu, ali beremo samo zgodbe, pa potem se odločimo, koliko bomo brali naprej, ali z ilustracijo in tako naprej. Tako da v bistvu bralec ima res pestro izbiro branja in se lahko vedno znova vrača k njej. Ja, ni v bistvu neko linearno branje ni potrebno. No? Pravzaprav je vstopnih točk, kako da jih točno. Kar je super za eno tako knjigo, ne? Nikoli ti ni dolg čas. Ivan. Ja. Pravzaprav sva nekako poskušala narediti s temi liki, ki so iz dveh družin, poleg tega pa še je par obrobnih likov, so nekako poskušala ustvariti en tak, bi rekel, nek univerzum, znotraj katerega se vsi ti liki lahko premikajo in gibljajo in se obnašajo na različne načine. No? Tako da že zaradi tega je več vstopnih točk, kot je rekla Tina. Ne? Tukaj imamo te like predstavljene. To so Miha, Nataša, Mihov oče, Mihova mama, Mihov dedek, Mihova babica, pa potem še Sanja, sošolka Mihova, Barbara, Jaka, Sanjin oče, mama, pa domišljijski junak je vpleten Knut, pa detektivka Marta. Vmes imamo tudi ljubiteljico knjig in knjigarko, kar nam je bilo tudi všeč nam, knjižničarjem. Kateri izmed pojmov pa je bil vama najbolj všeč oziroma zanimiv? Ali sta uživala najbolj ob njem? Po moje bolj treba Ivana vprašati, ne? Ker jaz sem pravzaprav bila tista, ki je najbolj kreirala izbor, kar pomeni, da so bili meni vsi pojmi približno blizu. On je pa tisti, ki je bil potem soočen s tem in je mogel jih vzeti za svoje, hoče ali noče. Ja, mogoče bi začel z druge smeri, kjeri pojmi so bili najtežji. Najtežje mi je bilo narisati vojno. Vojno, zakaj vojno? Zato, ker je to, ker se je težko hecati o takih zadevah, kot je vojna, a vseeno se moramo pohecati in moramo nekako humorno plat najti tudi za to poglavje, da bi ga otroci sploh prebrali, ne? Ker to je tudi pomembno, da ga prav točno ta poglavja, ki so mogoče najbolj turobna, tudi preberejo in jih vzamejo za svoja. Najbolj zanimivo mi je bilo pa ilustrirati zadnje poglavje o smislu. Zakaj mi je bilo to poglavje najbolj zabavno za ilustrirati? Zato, ker sem si lahko privoščil nesmisel in sem narisal 3 izjemno trapaste ilustracije in mi je zelo všeč, ko si lahko privoščam en tak, bi rekel, element traparije, a pa nesmisla. In se mi zdi, da mora imeti vsaka otroška ilustracija vse tudi nek ta element absurdnega in da tudi ko rišemo, ko ilustriramo poučno literaturo, je treba to, se mi zdi, škoda zapostaviti to neko absurdnost, ki je povsod okoli nas in tudi je treba potem narisati. Tako da te 2 poglavji sta mi bili najlažje in najtežje. Ja, knjiga obravnava kar veliko pojmov, ki so ta trenutek za otroke tudi zelo pomembni. Se mi zdi, da je zelo fajn pripomoček tudi morda za učitelje v šolah, kot kako jim razložiti stvari, ki nas obdajajo v teh koronskih in postkoronskih časih. Če vzame kakšen učitelj v teh dneh to knjigo v rokah, pa se v razredu malo pogovorijo o njej, predebatirajo, se mi zdi, bi bilo zelo
otrokom zelo zanimivo. Nenazadnje se jim v glavah porojeva marsikatero vprašanje. V teh časih pa mogoče doma tudi kdaj ne upajo vprašati ali jim starši ne znajo odgovoriti. Tina, ti si sigurno preden si začela pisati veliko razmišljala skozi pisanje. Vemo, da pisatelji res, ta proces je kar dolgotrajen. Kaj pa pri ilustratorju, ne? Tvoja forma, Ivan, zgleda zelo izčiščena, preprosta, striparska. Včasih se nam zdi, da je to 1, 2, 3 narejena ilustracija, ampak jaz sem prepričana, da ni tako, da je odzadaj trdo delo, veliko študije. Malo sem opazovala tvoje ilustracije in v oči mi je padla tvoja črta, ki je mogoče v starejših delih zaobjemala like, tukaj pa pač je prekinjena, je zmanjka. Si se mogoče osvobodil, se ti je malo mislim, ta prekinitev črte ti pomeni kako svobodo? Ja, rad preizkušam različne stvari, mogoče pri tej slikanici oziroma pri tej knjigi, ne slikanici, pri tej knjigi sem par stvari preizkusil in ena od teh je ta, da mogoče ta črta ni več toliko izrazita. In mislim, da je kar lepo izpadlo. Je pa res, da pa enostavnost risbe pride na koncu, ni na začetku. Na začetku mislim, da vsak, ki začne risati, preveč komplicira in ne riše daleč preveč. In ta izčiščenost pride šele s postopkom kasneje. Jaz, na primer, za vsako od teh ilustracij, čeprav so zelo enostavne, porabim kar nekaj časa za skiciranje, medtem ko je samo risanje, potem črnilo in barvanje je pa res precej enostaven postopek in gre potem zelo hitro. Ampak že ta konceptualizacija, kaj narisati, kako narisati, da bo ideja prišla čim bolj do izraza, to je tisto trdo delo zame. Medtem ko samo črniljenje pa pač ne. Bi pa mogoče še opozoril, prej si govorila o pandemiji in epidemiji oziroma pandemiji in sva napisala oziroma je Tina napisala eno poglavje o mikrobih, kjer nastopajo jasno tudi virusi notri in je ena ilustracija, ki jo pokažem, ko Jaka je ves zaskrbljen, ker so mikrobi vse povsod okoli njega in mislim, da Jaka nekako zaobjame duha časa, ker danes smo vsi tako kot Jaka, povsod je virus, povsod so te mikrobi in se jih bojimo in ne vemo, kaj z njimi. Tako da čeprav pa epidemija sama pa ni eden od pojmov, ampak zagotovo je pa zato bolezen in so mikrobi. Sta v tem času, Tina, si v tem času razmišljala o kakšnem novem pojmu, ki bi ga želela zapisati, mogoče v 3. knjigi, ali pa se ti je zdelo, da na to pa smo mogoče pozabili, ali... Zmeraj se porajajo novi pojmi, ki se bi jih dali noter dati in razširiti. Ivan je tisti, ki me ves čas cuka, če bomo šli na kaj sploh je to 2. Po moje jih je že sama epidemija prinesla, zdajle pa karantena, dovolj pojmov še za 2. Drugač pa pač se lotevava zdajle novega projekta, knjige, ki bi bila pa namenjena še mlajši publiki, ker se mi zdi, meni poseben izziv, res stvari na nek način poenostaviti do te mere, da so razumljive mlajši publiki, po drugi strani pa še vedno ohraniti to, da nekako bralca cukajo, da lahko na različne stvari gleda, na različne načine gleda na določene stvari ali pa v bistvu ne zapreti teh različnih poti k razumevanju in tako naprej. Skratka, čim bolj enostavno, ampak ne preveč enostavno. Super, se že veselimo.
kaj vama pomeni, jaz vem, da sta oba dva knjigoljuba, samo ker smo v knjižnici, vaju moram vprašati, kaj vama pomenijo branje in knjige. Tako klasično vprašanje. Mogoče bi jaz prvi, ker je zdaj Tina postala vplivna knjižničarska funkcionarka, ali kako bi temu rekel. Zame so knjige, zdaj, ko sem oče, so zame knjige med drugim tudi pomemben del družinskega življenja in druženja z otroki, in preko knjig, mogoče ne specifično preko te knjige, ampak preko različnih knjig, ki ni nujno, da so poučne, se lahko z otroki pogovarjamo o različnih temah in odpiramo različne teme, ki bi bile mogoče drugače nerodne, ali pa kakorkoli. In mislim, da je to zelo pomemben del družinskega življenja, bi rekel. In upam, da kdor ne bere, veliko zamuja, bi rekel. In sicer pa sam tudi berem, jasno, ne samo otroško literaturo berem zgolj profesionalno, in drugače pa zelo rad berem romane in resno literaturo, kako bi rekel. No, čeprav bi se Tina najbolj strinjala, da tudi otroška literatura je resna literatura, ne? Ampak ne vem, zakaj se samo odrasli reče resna, ampak tako pač je. Tako da veliko berem in enostavno ne morem razumeti, zakaj ljudje ne berejo, zakaj jih je treba v to prepričevati, ko pa je to toliko kul in toliko zabavno. In če bi imel več časa, bi še večkrat posegel po knjigi. No. Tako. Ja, jaz se zelo strinjam z Ivanom. No. Mislim, tudi pri nas ima v bistvu knjiga te dve mogoče malo nasprotujoči si vlogi, ker se po eni strani srečujemo v knjigah, pa beremo skupaj, pa velikokrat se mi zdi predvsem pri starejših otrocih, da je v bistvu knjiga tista, prek katere se da začeti pogovor, pa se potem pogovarjati tudi o drugih stvareh. Ali pa se da brati iste knjige in potem debatirati o stvarih, o katerih mogoče niti ne bi bili pripravljeni debatirati. Ali pa sam brati skupaj, pa se režati skupaj raznim štosom in tako naprej. Po drugi strani je pa knjiga tista, ki še najboljš, vsaj pri nas doma, ti zagotavlja, da si sam. Če vzameš knjigo v roke, pa se usedeš nekam, pa se delaš, da vseh ostalih ni naokrog, pa imaš oazo miru sred kaosa, tako da mnogo boljš kot kaj drugega, ker ne vem, televizijo ti hitro preklopijo ali kaj takega, s knjigo se pa da in je fajn. No. Mogoče bi rekel, da je knjiga danes mogoče še toliko bolj dragocena, ker nas informacije in novice in podobe bliskovito preganjajo povsod, medtem ko je knjiga eden od redkih medijev, ki vztraja v svoji analogni obliki, mogoče ravno zato, ker zahteva pozornost, ker zahteva čas in ta osredotočenost, ki jo ponuja oziroma ki jo zahteva, je nekaj dragocenega v današnjih časih, ki so tako raztreseni in ko vsi bežimo ves čas in spremljamo novice in smo na družbenih omrežjih in v tem kontekstu je mogoče njen pomen, bi rekel, še večji. Ok, hvala vama Tina in Ivan za tale pogovor. Jaz sem vesela, da nas je tale knjiga združila. Sicer ne v taki obliki, kot smo si želeli v živo, ampak virtualno. Verjamem, da se bomo kmalu srečali nekje na istem prostoru in času, v drugi realnosti, v resnični resničnosti, ali kako se že to reče. Hvala Festivalu Bralnice pod Slamnikom. Ivan še nadaljuje z nekaterimi našimi mladimi bralci eno dejavnost, o kateri vas bomo še obvestili, jo objavili. Gre za risanje stripov z Ivanom, ampak o tem več kmalu.
Tako da hvala obema, Tina in Ivan, za današnji pogovor in vse dobro, veliko uspeha pri nadaljnjem ustvarjanju vama želim. Hvala. Enako Bodita. tudi tebi. Čau. Adijo, čau. Adijo.